Lep pozdrav z moje strani in hvala lepa Vesni za priložnost, da predstavim vesoljski sektor. To je danes moj prvi nastop tukaj, ne tako kot moji prihodniki, in me res veseli, da predstavljam zelo prihajajoči sektor v Sloveniji. Vesolje niso samo rakete in planeti, vesolje je veliko več. Ko smo leta 2016 začeli z vesoljem, so se moji kolegi malce nasmihali, ne, vesolje, ja, sure, ne. Danes lahko rečem, da je nasmeh na naših obrazih. Zakaj vam vse pojasnim kasneje? Ker življenje, kot ga poznate danes, pametni telefoni, transport, banke, zavarovalništva, ne bi bilo brez vesoljskih aktivnosti. Da vam pa malce na otroško smešen način pokažem, kaj je vesolje, kaj predstavlja vesolje. Skratka, vesolje, kot je bilo prikazano, je dejansko, živimo mi skupaj z vesoljem. In kaj pa lahko Slovenija ima od vesoljskega sektorja? Slovenija pristopila k Evropski vesoljski agenciji leta 2016 s pridružitvenim sporazumom in leta lani smo mi ta pridružitveni sporazum nadgradili s posebnim nadgrajenim pridružitvenim sporazumom, ki prinaša še dodatne koristi slovenski industriji. Mi smo lani tudi izstrelili v vesolje 2 prva slovenska satelita z namenom pridobivanja podatkov o stanju na Zemlji, ter Slovenija sodeluje tudi pri vesoljskih programih v EU Obzorje 2020. ESA ima 9 programov, Slovenija trenutno sodeluje v 4, in sicer program splošne tehnologije, program opazovanja Zemlje, človeške in robotske raziskave ter tako imenovani PRODEX znanstveni program. Program splošne tehnologije, v tem programu lahko sodelujejo skoraj vsa podjetja, ker gre za dejansko izredno širok spekter tehnologij, od 3D materialov, posebnih materialov, merilnih naprav. Skratka, mi v tem programu imamo tudi poleg še enega programa največji izplen z vidika projektov slovenske industrije, in tudi v ESI sodeluje v tem programu skoraj vse države članice ESE. Program opazovanja Zemlje, v ta program smo vstopili z namenom pridobivanja podatke iz vesolja, na kakšno je stanje na Zemlji. Te podatke se preoblikujejo v pomoč kmetijstvu, okolju, prometu, skratka, gre za res izredno širok spekter aktivnosti uporaba teh podatkov. Program za človeške in robotske raziskave, to gre za razmeroma nov program za Slovenijo. V ta program smo se vključili predvsem zaradi prenosa človeške centrifuge v Planico, ki se je zgodila ravno prejšnji petek. In sicer ta centrifuga v Planici, to je 3. kraj v Evropi, kjer se bodo izvajali poskusi, kako breztežnost vpliva na človeško telo. Ne gre samo za potem pomoč astronavtom oziroma pomoč življenja,
bodočega življenja na drugih planetih, ampak gre dejansko tudi za pomoč na Zemlji, tako športnikom kot v zdravstvene namene. Predvsem pri tem programu gre na poudarku za European Boots on the Moon, to gre za bodoči program bivanja v vesolju, ustvarjanja habitata ter tudi proizvodnje v vesolju. Mi imamo že kar nekaj podjetij, ki sodelujejo v tem programu in trenutno je Slovenija med najbolj uspešnimi, med zelo uspešnimi državami v ESI. In še zadnji program, tako imenovani znanstveni program. Ta program je predvsem namenjen inštitutom in univerzam in se tudi pričakuje seveda, da se univerze in inštituti tudi povezujejo z podjetji. Preden grem na Requesting Partner Activities, to je poseben program, ki smo ga podpisali samo za namen Slovenije. Naj poudarim, da je Slovenija v ESI izredno uspešna. Slovenija ima tako imenovani geografsko povračilo mehanizem, kar pomeni, da če Slovenija vplača 1 evro, tudi dobi v enakem znesku, torej za 1 evro nazaj projektov. In Slovenija ima trenutno geografsko povračilo v ESI 1,38, kar je, bom rekla, med največjimi temi povračili, kar pomeni, da smo najbolj uspešni akterji v ESI. Kljub temu, da je Slovenija majhna, da imamo več ali manj mala in srednja podjetja, se ta podjetja ukvarjajo z nišnimi produkti in storitvami, ki se izredno dobro vključujejo v velike tako imenovano prime. Da bi bili pa še bolj uspešni, ker smo trenutno samo pridružena članica ESE, stremimo k temu, da bi bili polnopravni člani leta 2024, smo pa implementirali še poseben program, tako imenovan Requesting Partner Activities. To je pa program, ki je namenjen izključno za slovenska podjetja. To se pravi, tam, kjer mi vidimo, da bi bilo še večja vključenost naših podjetij v vesoljske programe, ESA samo za te programe naredi posebne projekte, slovenska podjetja se s tem širijo, pridobivajo nove izkušnje, znanja in se tudi povezujejo z drugimi velikimi podjetji na evropski ravni. Prvi razpis je bil v vrednosti $500,000, ta trenutno bo skoraj v okviru $1 milijon. Zdaj, mi morda na kratko, ESA ima na voljo 15,5 milijard proračuna. Slovenija vplačuje nekje 15 milijonov, od tega smo v 5 letih dobili 50 projektov v višini 12 milijonov evrov. Kot rečeno, smo trenutno med bolj uspešnimi državami v ESI. Seveda je pa vesoljski sektor izredno zahteven, tukaj se potrebuje ne samo, da si dober, moraš biti odličen. In tako kot je rekel moj predhodnik, tudi Evropska komisija je prepoznala vesolje kot en izmed vodilnih sektorjev in se povezuje z obrambo, tako da je bilo letos ustanovljen tudi direktorat za obrambo in vesolje skupaj. Tako da kaj naj še dodam k temu? Vesolje ima prihodnost, tukaj smo za vas, mi si želimo novih podjetij, trenutno jih imamo aktivnih nekje 50, na mejnih listih imamo 150, to se pravi, v teh 5 letih se res zelo lepo širimo. Hvala lepa za pozornost.